Živjo. Naredil bom analizo na 3 potencialnih parih in če začnem, prvi je AUD-JEN na dnevnem časovnem intervalu. Zdaj tako je, mi načeloma dnevnih časovnih intervalov ne trgujemo, ker smo daily traderji, ampak vedno pogledamo dnevni interval, zato da vemo, v kateri smeri se par premika. A je to v naraščajočem, padajočem trendu oziroma ali je par v rangeu, in zelo pomembno je, pri katerem glavnem levelu se nahaja. In zdaj, če gledamo AUD-JEN, okej, prvo vedno narišemo glavne suporte in rezistanse. V tem primeru bi narisali support, in pa resistance. Support in resistance nikoli nista ena črta. Zato ker vsak broker, ima dejansko drugačno ceno. Cena se ne razlikuje dosti od ostalih brokerjev, ampak mogoče ima neki broker ima tukaj spike, drug broker ima pa recimo tukaj manjšo zeleno svečko, in recimo manjšo rdečo svečko. Tako da vedno je najboljše, da se supporte in rezistanse riše v conah. Support in pa resistance. Okej. Kaj lahko vidimo? Cena je trenutno pri dnu rangea. Okej, kaj lahko pričakujemo? Lahko pričakujemo odboj od supporta in nadaljevanje v naraščajočem trendu oziroma preboj supporta, vrnitev cene, tukaj se potem support spremeni v resistance, in nadaljevanje v padajočem trendu. Zdaj tekom tedna bomo objavili ta isti par AUD-JEN, ampak na nižjem časovnem intervalu. Tukaj je zdaj v bistvu samo to, da vi vidite neko širšo sliko. Okej, če gremo na drug par, evro-dolar, kaj lahko vidite? Prvo poglejte par, razmislite, a je v padajočem, naraščajočem trendu oziroma ali je par v rangeu. Tukaj lahko lepo vidimo, da je cena v overall naraščajočem trendu, prebila je resistance, ki je bil pred tem dvakrat rejectan, se pravi zavrnjen s prvim pin barom in nato tudi z drugim pin barom. Zdaj, če pogledamo širšo sliko in potegnemo support, da zajamemo čim več odbojev cene, lahko vidimo prvi odboj, drugi odboj, potem je cena prebila support, se vrnila do rezistansa, tretji odboj, potem je cena še enkrat se vrnila do rezistansa, se odbila, ampak po močnem pushu, dejansko, se pravi, od tukaj se je zgodil push, higher high, higher low, in potem cena ni več naredila naslednjih, ni naredila lower lowa oziroma lower higha, ampak je naredila korekcijo, se vrnila še enkrat do rezistansa, naredila manjši popravek in nato resistance tudi prebila. Zdaj, kako bomo mi ta par trgovali? Zelo enostavno. Počakali bomo, da se cena vrne
v tem primeru do suporta, naredi neko korekcijo in potem nadaljuje v naraščajočem trendu, ampak predno bomo trgovali, bomo šli na nižji časovni interval. In recimo, če ga gledamo na 15-minutnem časovnem intervalu, zopet potegnemo resistance in pa naredimo support. Ok, na 15-minutnem časovnem intervalu bi trgovali tako, da se cena vrne do supporta, prebije resistance, naredi korekcijo do supporta in potem nadaljuje v naraščajočem trendu. V primeru, da cena prebije support, se vrne do resistanca, je naš prvi target pri tej najnižji točki, kjer se je v zgodovini zgodil padec, ampak ta padec je bil posledica neke močne novice, tako da dejansko mi nikoli ne trgujemo novic oziroma vedno počakamo, da recimo, da je novica, cena naredi v tem primeru padec, ok, na drugi strani vedno veliki playerji naredijo cash out, kar se je v tem primeru tudi zgodilo. Večina retail traderjev vstopi recimo pri zaključku tega candla v sell, ker mislijo, da je pač downtrend, močna rdeča svečka, nek popravek in pričakujejo nadaljevanje v padajočem trendu. Zelo velikokrat se pa zgodi, da veliki playerji, po domače povedano, nategnejo ali prodajalce ali kupce in se cena vrne do iste točke, kjer se v tem primeru zgodil sell in padec cene. Tako da glede evro-dolarja ga mi pričakujemo, da bo cena nadaljevala v uptrendu, ampak vedno moramo počakati, da dobimo dodatno potrditev oziroma dodatni confirmation, da je cena ali v naraščajočem oziroma padajočem trendu. Zdaj pa, če gremo recimo še na Bitcoin USDT, ok, pa gremo nazaj na dnevni interval, kar je prva stvar, ki jo pogledamo. Ok, tukaj takoj vidimo, da je tole resistance in pa to je support. In znotraj dnevne analize lahko naredimo še en resistance. V tem primeru vidimo, da je cena blizu vrha rangea. Tako da, kaj bi v tem primeru naredili? Ena opcija, odboj od resistanca in nadaljevanje v padajočem trendu, glede na to, da je celoten trend že kar nekaj časa v padajočem trendu. Ok. Druga opcija, če recimo trgujemo na nižjih intervalih, je, da cena prebije resistance, se vrne do supporta in potem je naš target pri glavnem resistancu. V tem primeru lahko trgujemo tako, da gremo v long pozicijo po preboju resistanca, vrnitvi do supporta in potem damo stop loss pod support in pa naš prvi target je pri glavnem resistancu in v tem primeru je to skoraj, če damo takole, je 1:3. Se pravi, če riskirate 1000 evrov,
je vaš target pri 3000 evrih. Trenutno so to najobetavnejše analize. Tekom tedna, glede na to, da trgujemo na nižjih intervalih, bomo pa tekom tedna objavili izključno potencialne trade na parih, kjer bo potrditev naše strategije. Tako da, če se še niste pridružili našemu trading roomu, imate link do njega pod videom in se vidimo.